oziroma glave. Prosim, ko zadeva napreduje, se pravi striženje, barvanje, spenjanje. Zraven so tudi maskerske zadeve. Lahko greš zelo daleč, lahko pa ostaneš kar v obrdeh oziroma trepalnicah. To je to. Če te zadeva veseli, je večina pozitivnih. Če te ne, najdeš veliko negativnih. Zavedati se moraš, da moraš stati, če se da cel dan. Pa vse moraš, da se vseeno. Delati moraš z ljudmi, kar danes ni lahko. Moraš znati pariti vse v roke, od pomivanja takega in drugačnega do parljevanja ljudi, kar je enim. Ni užitek, kakor kdo. Pozitivne, lahko si kreativen, lahko veliko zrešiti ljudi, lahko ustvarjaš, lahko narediš kaj svojega, veliko stvari so tam. Ta poklic mi je všeč, zato ker lahko predstavim samo sebe, lahko naredim nek svoj slog, katerega se držim, ker mi je všeč. Lahko sem kreativna, lahko se izobražujem stalno. Vedno so novitete in moraš sprejeti te novitete, da si v koraku s časom. Je poklic frizerja perspektiven poklic? Ja, mislim, da je zelo. Vedno bolj so cenjena ročna dela, tako da vedno bolj bo cenjen. Mogoče zdaj nekateri mislijo, da ni in da je stvar podcenjena in da je majhna plača, ampak če želiš, lahko se da. Kakšna pa je plača? Se da s to plačo preživeti? Odvisno, kako velik krog strank si ustvariš in koliko prometa znaš iz tega iztržiti. Kaj bi sporočilo vsem, ki se zanimajo za ta poklic? Definitivno jih mora to veseliti. Radi morajo imeti delo z rokami oziroma mora znati ustvarjati. Veseliti jih mora. Mogoče je redu, če jih to zanima, vsaj zanima že nekaj časa, pa da vsaj mogoče mami naredijo kitko doma. Hvala za ta kratek pogovor. Prosim.